Lep dober večer, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Spet smo v ženski areni. Nocoj je moja gostja, poznavalka tudi rimske arene, ki jo ponavadi vidite v moji oddaji v ozadju. Ženska, ki je dosegla svetovni sloves s svojimi uspehi, dosežki v športu in tudi sicer v življenju. Krasna, čudovita ženska. Pozdravljena, Jolanda Čeplak, čast mi je. Dober dan, dober večer pa pravzaprav ne. Dobrodošla v oddaji Ženska arena. Tvoje življenje je dejansko arena že od rane mladosti, je tako? Ja, seveda, že od mladinske, v bistvu od pionirske selekcije, če tako rečem, kot pionirka sem bila zelo dobra, tako da sem že tekmovala takrat na balkanskih igrah in takrat nekako jaz vstopam ali pa sem vstopila v tako življenje športno in seveda s temi vsemi dosežki, ki sem jih dosegla, potem tudi prepoznavnost in vse ostalo. V svoji življenjski areni se dejansko od takrat boriš na različne načine, z različnimi stvarmi, od tekmovanj do kasnejših dogodkov, ki jih bova še predelali. Pa se najprej dotakniva tega, namreč ko sem oglaševala tvoj prihod v mojo oddajo, se je nekaj njih zdrznilo, ni Celjanka, Velenjčanka je. Temu ni tako, kaj ne? Ti si Celjanka naša, rojena? Ja, rodila sem se v Celju, tudi prvih par let smo živeli v Celju in potem smo se selili v Velenje, starši, in tako da sem takrat potem začela tudi trenirati v Velenju in z vsemi temi uspehi so potem tudi vzeli tako, ne, iz Velenja prihaja, tekmuje za velenjski klub, ampak jaz nekako sem vedno čutila, da sem nekako doma v Celju in tudi potem kasneje sem se preselila nazaj v Celje in od takrat tudi živim v Celju. Dejansko si celjska Velenjčanka, ja, bi lahko rekli. Recimo, no. Ali pa velenjska Celjanka, kombinacija vsega. V bistvu pa si kozmopolitanka, živela si tudi v tujini, življenje te je odneslo v krasne kraje, prepotovala si v svet zaradi športa. Če bi lahko združila, si rekla nekje v najnih pogovorih, ko sva se pogovarjali, bi vseeno živela v Celju, vendar neko mediteransko klimo, če bi šlo. Ja, definitivno, zaradi tega, ker zelo imam rada tisto spomladansko in poletje, v bistvu poletni čas. Me nikoli ni ovirala vročina ob težkih treningih. Sem z veseljem vedno trenirala na stadionu, ko so bili vsi na morju, tako da ta zima je lepa, ima svoj čar, seveda v tistih časih, ko je Božič, pa zdaj, ko imamo otroke, v bistvu dve punčki, ko živejo, da je Božiček, pa to je lepo, če je sneg in hladno. No, potem pa bi jaz tako kar preklopila in da bi bilo toplo, ampak. Jolanda, ti si v karieri dosegla dejansko tisto največ, kar si športnik želi. Si nosilka bronaste olimpijske medalje, večkratna državna prvakinja, svetovna prvakinja, nosilka rekordov svetovnih. To je verjetno od tebe terjalo mnogo truda v življenju, mnogo odrekanj. Ja, seveda ne. Tudi tista generacija, v bistvu otrok smo drugačni, kot so otroci zdaj, ne. In takrat ni bilo takih telefonov, računalnikov, da bi mi veseli cel dan na tem. Večinoma časa smo bili v zunaj smo se igrali in jaz, kakor se jaz spomnim svoje mladosti, jaz sem vedno poleti bila večinoma bosa in skozi sem nekaj tekla, no. Tekla. Že od malega? Ja, že od malega, ker tudi svoj prvi kros, svoje prvo tekmovanje sem bila stara 7 let, in sem zmagala, ne. To je bilo šolski kros in od takrat naprej, od tistih mlajših kategorijah se mi zdi, da jaz sem enostavno skozi zmagovala, no. Tako da vse tiste tekme pionirske, cicibanske, kakor so bile na začetku, šolski krosi, sploh se ne spomnim, da bi bila druga ali pa tretja, no. Torej ti je bilo položeno v zibelko, da bo to tvoje življenjsko poslanstvo? Ja, čeprav nikoli noben od staršev se ni ukvarjal športom, ne, noben ni bil vrhunski športnik, ne v teku, ne v kateri drugi disciplini ali pa v katerem drugem športu, tako da
Tudi recimo, ne vem, moji strici ali pa tete, da bi bili kaki vrhun. Ne vem. Jaz sem Verjameš v usodo? Ja, To je to. seveda. To se je zgodilo tebi. Začela si zelo zgodaj. Učitelji so prepoznali tvoj talent, tvojo željo, ali kako se je to sploh zgodilo, da si potem prešla v raven športnice na treninge in V bistvu, je kakšna posebna oseba v tej preteklosti? Tako bom rekla, jaz sem bila že sama kot otrok zelo trmasta in če sem si nekaj že takrat kot majhna punčka zadala, da bom to dosegla, sem to dosegla, ne? In sem tudi to delala, tako da bi imela nekega, ko bi me, ne vem, zaradi tega sem šla trenirati, sigurno ne, ampak enostavno te tekmovanja, ko so bila pri mlajših kategorijah, ko sem vse zmagovala, so me vlekli naprej, da sem šla v klub in iz tistih klubskih tekem, ki so se potem, ne vem, državna prvenstva in še večja tekmovanja, ker sem še jaz še tudi za Jugoslavijo tekmovala, ne, bila tudi v jugoslovanski reprezentanci, me potem samo gnalo naprej in že takrat sem vedela v bistvu, da bom v življenju to dosegla in da bo to moje poslanstvo, atletika in s temu sem strmela in to je bil moj glavni cilj, da v atletiki dosežem te rezultate, v bistvu te medalje, ki sem si jih želela, ne. Dejansko so te potem tudi ti rezultati vodili naprej in se je dogajalo vse lepo, kar se je. V teh ranih letih, ko si začela hoditi na treninge, ni bilo tako kot danes, da starši peljejo otroka še 500 metrov stran, če je treba v dvorane z avtomobilom. Ti si hodila sama, bila si taka samorastnica, bi temu lahko rekla. Ja, mi smo, v bistvu tako je. Jaz, kjer sem živela v Velenju, je bilo kar daleč do stadiona, ne. Tako da 5 kilometrov je bilo siguren in takrat vem, da smo hodili peš, vsaj jaz sem hodila peš. Potem je bilo sčasoma kolone. Vem, da mi je bilo tako doma, če bom dosegla neke take rezultate, so rekli, zdaj ti bomo nabavili kolo in potem sem dobila kolo, ne. In s kolesom smo hodili vsi, vem, da je bilo takrat na stadionu parkiranih ne vem koliko koles, ne. Zdaj, mogoče 3, 4, 5 jih je parkiranih koles, ne. Večinoma starši pripeljejo otroke, potem jih tudi tam gledajo. Vse je lepo in prav. Tvoji starši niso niti vedeli, da greš na trening. Ne, takrat ni bilo tako. Ti si svoj cilj si zadala in si se s tem ukvarjala, dejansko drugi otroci so se igrali. Pa zelo samostojni smo bili takrat otroci, ne, zelo sami smo že v bistvu vse delali za sebe, tako da ni bilo tistega, ne vem, da bi mi mama rekla, le danes ob 4 imaš pa trening, ne, jaz sem vedela, danes je trening in to je to, ne, pripravila sem si sama vedno vse in to je bilo drugače. Kaj pa, ko je bilo treba izven Velenja kam iti na tekmovanja pa to? Isto, vse smo si sami, mislim, jaz vem, da sem vse sama pakirala, torbe, se spomnim, da smo z vlakom hodili, takrat je bilo ful tako z vlakom, ali smo šli na priprave v Medulin z vlakom, tudi na tekmovanje smo se pelali, ne, avtobusi, danes je malo drugače, danes organiziraš avtobus, se usedeš v avtobus, je 5 otrok, vsi ostali pa grejo starši in tako, ne. In ni več tistega nekega timskega vzdušja, tudi če je atletika individualni šport, ne, se mi zdi, da neko državno prvenstvo v vseh teh kategorijah, če ga klub organizira, je prav lepo, da se vsi skupaj pelejo na tekmo in zaradi tistega vzdušja tekmovalnega naboja, da se ustvari. Zdaj pa skoraj vsak sam lepo se usede v avto in grejo gledati. Atletika je, kot si omenila, dejansko šport, v katerem se medsebojna tekmovalnost najbolj opazi, po moje. Veš, da se je individualni šport, ne, in vsak za sebe. Ampak to rivalstvo, si ga kdaj začutila na lastni koži tako? Definitivno. Tudi v grobi obliki? Mislim, sem ga, ja, to predvsem takrat, ko je bilo Evropsko prvenstvo na Dunaju, ne, ko so imeli pač Avstrijci zelo dobro tekmovalko in seveda takrat so oni vse pripravili, da je ona zmagovalka in so mi zelo nagajali v bistvu tudi novinarji in vse, da nekako ona bo zmagala, ona bo lahko vsak moj tempo sledila, ne glede na to, kako bom jaz odtekla. Jaz sem pa enostavno vedela, da drugo mesto je definitivno mojo in
Sem rekla, če me bo želela premagati, bo pač mogla teči zelo hitro in blizu svetovnega rekorda in dejansko se je na koncu to zgodilo, ne. Dejansko si podrla rekord in Tako da premagala. takrat je bilo vloženo v tisti tek vsa tista jeza, čustva, vsa leta treninga, ki so se mi dogajala in je bil sam tek od jeze, od čustva in vsega tega, da sem ga tako tekla in tudi na koncu, ko bi lahko ona zmagala, je žal naredila pač 2 napaki v tistem teku in se je pač za tiste 300 sem jaz bila boljša, ne. Ampak tekle smo pa obe svetovni rekord, ne. Ampak tebi je Prejšnjega, uspelo. ja. Sta kasneje še tekmovali med sabo? Ja, smo tekmovali, pa tudi se pogovarjamo tudi zdaj, tudi potem, ko ona je prej končala od mene, smo bile na vezi, ampak zdaj nekako je ona šla ven iz atletike, mislim, da niti ne trenira nobenega, ne dela z mlajšimi, da živi v Monaku, tako da mislim, jaz nimam do nobenih zamer. Jaz sem tak človek, ko se pogovarjam z vsakim. Ti si to sprejela tako, kot je bilo. Pač sama nisi imela teh zgibov, niti nisi takšen karakter, da bi ti bila do koga takšna, ampak si pa bila pripravljena na to, da se tebi dogaja. Ja, ampak naslednjo leto smo imeli pa svetovno prvenstvo, je bila pa ona druga, jaz pa 4. Ne, tako da ne, vedno se potem vrne nekako. Ne, Kar vas se obrača. Ja. Jolanda, kako pa bratje, sestre, imaš, sestro imaš? Ja, moja sestra živi v Novi Gorici, brat pa tle v Velenju in Kako sta ona dva spremljala to tvojo zdaj lahko kariero samo za kot sestro otroci, govorim. kot v mladosti? Za sestro, ker brat je dosti mlajši od mene, tako da on je bil še zelo majhen. Sestra se je tudi nekaj časa sama ukvarjala z atletiko, ampak ni bila glih tako vztrajna, kakor jaz. Je bolj umetniški tip, tako da se bolj ukvarja z drugimi stvarmi. Verjamem pa, da vsakič je bila vesela in vse, ne, tako da Vendar tistega, dobro, če je bila športnica, ti si kot mlada športnica se morala odrekati marsičemu. Ni bilo veliko druženj s prijatelji, ponočevanj. Ne, To je vse odpadalo. To je bilo vse, mislim, jaz sem bila res tako stroga sama do sebe, da tudi v trgovino, živela sem kot en strogi vojak, ne. Točno kosilo ob tistem času, treninga 2, ne vem, včasih 3 treninge tudi na dan, zjutraj ob 6, 7 trening in ni bilo niti časa, da bi se na kavo hodilo ali pa kamorkoli, ker se mi je zdelo takrat, da so to energijo, ki sem jo porabila, v bistvu rabila za trening, sem jo rajš, da sem se spočila doma in ne vem, nikoli mi ni bilo, tudi takrat, ko je bilo poletje, pa 35 stopinj, pa mi treniramo na stadionu, ostali na morju uživajo. Tebe je vleklo na stadion. Ja, tako. A dejansko ta redoljubnost, to je odraz device, ne? Ja. Mora biti vse po regajcih, urejeno, spedenano in to ti je v bistvu dobrodošlo v vsem, kar si počela. Ja, v jaz življenju. vedno, kar delam stvari, delam dobro, ne, če ne, jih rajš se ne lotim, da nekaj na pol delam. Če je nas pol, potem rajši ne. Ja, Tako. no, zdaj za doma ne bom rekla, da imamo vse tipi-topi pospravljeno, najbolj me tako cunje, ne. Ko se lotim, jih pospravim, vse lepo omaro, če ne pa tudi jih vržem tako na stol, pa jih mečem, dokaj se nabere na kup in potem grem spet zlagati v omaro, ne. In ko nekaj argumentiramo, tudi argumentiramo, vemo zakaj in za tem stojimo, ne. Ja. Nekaj pravijo, da smo kot osebe težke in ne, gre za to, da dokler ne pridemo do tistega, ko je meja, potem pa... Saj ženske smo tako In to je tebi zelo prav prišlo v tvojem življenju. Je kakšen trener ali trenerka ali kakšen tim, ki so ti pustili poseben pečat v teh mladih letih, da so ti dali nek odriv za kasneje? Jaz sem bila zelo taka, ko sem bila mlajša, recimo vedno sem trenerja vprašala, ko sem prišla na tekmovanje, koliko je recimo rekord stadiona, koliko je državni rekord takrat v tistih mlajših kategorijah. In ko sem dobila odgovor, sem zmeraj rekla
tole bom jaz odtekla. Ne? In sem bila že sama do sebe taka, ne vem, sama sebe sem zelo motivirala in recimo, ko je deževalo ali pa ko je bil sneg -10, pa če je bil trening, to ni bilo, da jaz bi bila doma. Ne? In sem prišla na trening, ko je res -10 ob 6 zjutraj, ob 7, ko sem šla teč, se spomnim, da sem imela zamrzene obrvi vse in trener, zakaj nisi doma, ne? Ampak jaz sem rekla, danes je trening, danes je to po planu in to bomo naredili. Ne? Tako da sem jaz bila tudi tista, ko sem vlekla pa spodbujala naprej, da je... Dejansko ti njih spodbujala, da so tebi morali delati. Zato sem zelo dober motivator. Jaz vem, treniramo mlajše, vem, kako so danes otroci, da so tudi malo zgubljeni, ne vejo, kaj bi, potem dobiš kakega talenta in ne ve, kako bi vse in ga tudi motiviram na tak način. Dejansko je to pot do uspeha, to si dokazala. Motivacija, če imaš dobro ekipo, tudi smo videli, ne? Smo gledali nedolgo nazaj svetovno prvenstvo in to je to, ne? Motivator. Da imaš človeka, ki ti zna samo pravo besedo postaviti v pravem trenutku, na pravi način servirati in te stvari tečejo. Kako danes otroci delaš z mladimi zdaj? Sprejemajo to, da je treba delati petek in svetek, ne glede na vreme, to sem se prepričala, zdaj nekajkrat, ko sem hodila k tebi na štadion, kjer delaš z mladimi, v soboto je deževalo, vi ste garali, dobro, bilo je prvenstvo, treningi so bili dopoldan, ni opravičila. Tisti, ko v bistvu ve, zakaj dela, pa da si želi to neke rezultate dosežne, ker danes je res zelo težko tudi dobiti otroke, ne, da bojo sploh trenirali atletiko, še posebej srednje proge, ne, večinoma se nekako grejo tehnično disciplino ali pa šprint, ne. Tisti potem tudi dela in trenira in ne glede na kakšno vreme je, ne. Je pa to problem, ne, da je drugače danes, ne. Je drugače, ne? Je zelo, ja. Ja, definitivno. Včasih si, ne vem, želiš pa razmišljaš, da bi šel nazaj, ne, da bi imel spet tako, ampak žal, to so res tako drugačni otroci, no. So drugače vzgojeni. Ali to vpliva tudi na, kako bi rekla, na tisto pozitivno maso nekih bodočih dobrih športnikov? Da je drugače zdaj, če pozitivno vpliva. Mislim, da v neki smeri sigurno malo že vpliva, ampak definitivno, da če nisi imel do nekega dostopa, danes si lahko vse preberejo, ne, na internetu. Danes vtipkajo eno stvar, pa bojo že lahko si skoraj nekateri trening sestavljali, ne, ampak to ni to, ne. Tudi starši, ne, so nekateri zelo pametni, pa vejo dosti, ne. Pa se mogoče kdaj vmešavajo, ampak pri meni se tega še ni zgodilo. No, o tem bova še kasneje, da se še malce posvetiva tvoji karierni poti. Kdaj, v katerem trenutku si odšla živeti v tujino? Ja, mislim, da 3 leta sem živela v Monako, vmes pa vse te države, kjer smo pač trenirali, v Ameriki dost, v Španiji, v Italiji, tako da sem bila, če tako gledam, 20 let kar na poti, ne, v bistvu za kufro. Ali pa... Znana si bila tudi potem, da si rada bila sama sabo. Ja. To si še dan danes, niti problem se zapreti v sobo in se imeti lepo. To zdaj je tisto, ko pogrešaš, ne, malo, ko se redko kdaj zgodi, predvsem, ker imam 2 punčki, 3 leta stare, ne, in vse se vrti okoli njo in je tisto zelo malo časa ali pa dan, ko pride, ko v bistvu ostaneš doma in lahko ležiš doma in si zaprt in ne rabiš tistih ljudi, da ti delajo družbo. To je tisto, ko pogrešaš, ko vseh teh letih, ko si bil v hotelskih sobah, na treningih, v trening kampih, kjerkoli, ko si bil sam sabo, ne, in ljudje mogoče ne znajo, težko je tudi v bistvu nekaterim biti, da so sami, ne, vedno rabijo nek džumbos, neki, ne vem, jaz pa rabim... Neko guzo pa galamo okrog sebe. Pa vpraša, če je le možno,
da je tista neka tišina. Čeprav ne meditiram, lahko rečem, da je to lahko tudi meditacija, ampak jaz ne meditiram. Ti si sicer zelo družabna, vendar tiste trenutke, ko jih rabiš in moraš imeti zase, jih imaš. Dejansko omenila si 20 let, torej polovico življenja si bila samostojna, že zelo mlada. Ja, že. Ko odideš od doma v vse te države, kako ti je padla ta ločenost od družine? Mislim, da ni bilo tako težava. Takrat ni bilo tisto, da se pokličeš pa to, ne, ko si šel recimo, nisi mogel tako poklicati kot danes, ne, zdaj smo prišli, zdaj smo tle, pa si napisal sporočilo. Vsak trenutek v zvezi. Tega ni bilo, ne. Je bilo drugače. Takrat si se poslovil, si šel in ko si prišel, si se spet videl. Ampak vem, da ko smo trenirali, nas je bila zelo velika ekipa v tem klubu in ko smo hodili na priprave, smo se zelo veliko družili, tako da ni bilo tistega nekega takega domotožja. Imeli smo tudi par atletov zraven po to, ko so se jokali cele dneve, pa ker so šli prvič od doma. Se spomnim, ko sem šla prvič na letališče sama, ne, in to v Frankfurt. Je bilo eno največjih letališč, ko sem letela, zdaj se trenutno ne spomnim, ampak je bilo v Frankfurt in potem vmes. In sem prav razmišljala, kako bom jaz to vse šla sama, kje bom jaz zdaj našla izhod. Ampak ko sem prišla tja, je bilo čisto enostavno, no, tako, res vse lepo označen. Sicer me je bilo strah, ne, ampak je bilo vse v redu na koncu. Tako da potem, ko je to prišlo v neko rutino, ko je bilo to dnevno, tako ko eden, ko gre na avtobus, jaz sem šla jaz na letališče, je bilo za mene tako enostavno, no. Kako pa je bilo v tistem času, kako so se te stvari financirale? Ti si živela kot športnica, si imela svojo plačo, kako je bilo to takrat v tistem času? Pri nam v klubu so zelo podpirali takrat v bistvu najprej mladinsko selekcijo, potem pa seveda še, ko sem prihajala kot v člansko, tako da mi smo imeli vedno neke pogodbe pripravljene, pa vem, da sem imela neka 2 sponzorja, da se neko finančno mesečno dobivala, ne. Tudi zaposlili so me, pol, ko sem že članica postala. Pa ko začneš na neke mitinge hoditi, pa ko se neki rezultati že dosegajo, ne zdaj tisti neki vrhunski, ampak se začne nek denar tudi služiti, ne. Seveda pol pa, ko sem začela na teh večjih tekmovanjih tekmovati, leta 2000 pa 2001, preden sem ta velik uspeh dosegla, sem bila 4. na evropskem, pa 6. na svetovnem prvenstvu, sem že dobila recimo pogodbo od Nike, ko je tudi bila finančna že, sicer manjši znesek. Potem od vsega tega ti financiraš tudi sebe, ne, recimo priprave gre iz tvojega budžeta, to ni to je le veliko stroškov, oprema, nastanitve, poti, prehrana. Kako je s prehrano? Se pravim, da te stvari so šle iz mene, ampak jaz sem imela že neke določene sponzore, ki so pač krili te stvari, ne. Potem, ko pa ti začneš na mednarodnih tekmah, takrat ti pa krijejo vse oni, ne. Je vse pokrito. Ja, letalske karte, bivanje. Samo kar imaš ti, če greš na priprave, tisto si kriješ sam, ne. Tisto je, vse si samo organiziraš, ne. To ni tako kot ekipni šport, ko se usedeš na bus, pa imaš organizirano, ker imaš enega, ko to že pripravi, ne. Ja. Mi individualni športi, če si hotela iti na priprave v Ameriko, sem si šla rezervirati karto, bivanje, kjer smo pač nekako že vedeli, kje je to, da je blizu stadiona ali pa na kakšni univerzi. Kako si se pa povezala z Ameriko? Mislim, da smo prvič šli leta 96, ne sicer v Ameriko, ampak na Bahame. Ampak tako organiziral. Takrat je bil še Cankar, pa Brita Bilač je skakala, pa Jerneja Perc pokojna, pa te, ne, ko so tudi, ona prihaja iz Celja tudi, smo šli tako skupaj organizirano, ne, in da ste se skupaj pripravili, in potem smo šli preko ene agencije, ona organizirala nek skupen letalo, bivanje in tako je bilo, ne. Ja, to vse sam, to ni, razen mogoče klubske priprave, da so organizirane, da se pa gre cela ekipa. Reč pa vsak atlet je nekako sam. Vsaka veja atletike sama sebi se pripravlja. Ja.
Ja. To je tudi danes še vedno To je tako. tudi danes še. Ja. Eni grejo na Portugalsko zdaj, eni grejo na Tenerife, eni grejo v Italijo, imaš različne te centre atletske in pol si izberejo, Južno Afriko hodijo, ne vem. Dobro, ti imaš zdaj naprimer mladostnike, z njimi delaš, kaj pa potem pripravljate si sami priprave, vse to, program treniranja, vsega to imate v klubih sami narejeni? V bistvu te otroci, ko so pri meni, so stari zdaj, te, ko so že iz šole, recimo iz osnovne šole, ko so že v tekmovalnem nekem sistemu, so recimo 8., 9., 1., 2. letnik, ki trenirajo že mogoče 4 do 5 tedensko. Trenirajo po nekem planu, ne, imajo organizirane priprave, niso še v takem nekem, da bi lahko oni to hodili na neke take priprave, Tenerife ali pa ne, morajo še malo trenirati. To gre še za državni rang. Ja, Še državni mednarodni. sicer v svoji kategoriji. Ne. Kdaj se pa lahko potem začne mednarodno? To je pa vse odvisno od rezultata. Ne. Od rezultata? Ja, od rezultata. Zdaj imamo enega zelo dobrega fanta, ki je 1. letnik, ga pripravljamo za 400 in 400 ovire, tako da tudi naš znani atlet iz Celja, tudi 5. iz olimpijskih iger, Rok Kopitar dela 400 ovire z nami, ne? Tako da mislimo, da bo ta fant otekel normo za olimpijske dneve mladih. To je pač neki prvi pokazatelj, da lahko tudi, če bo delo, garal, ne? Ker atletika je res garaški šport, ne? Res garaški, To je ravno, če bo kdaj na olimpijskih igrah. Ne? Lahko je talent, brez dela, mladi ljudje ponavadi zdaj se lomi, ali bo res garal, ali pa bo bezlav kam drugam v kakšen lažji način življenja in opustil te svoje talente. Kaj se zgodi. Vedno je tisto najtežje, ko otroci končajo srednjo šolo in potem grejo pa zdaj na faks, ne, in kam grejo, če grejo v Ljubljano, pa če pa to vse isto, pa spet kak drug trener. Pa se še zaljubi zraven. Ja, to je vse povezano. Ne. Tako da, kako je bilo s tabo v tem času? Jaz sem vedno vedela, atletika, to je na prvem mestu. To je bilo pri meni sveto. Fantje so odpadli. Ne, vsi so bili fantje, definitivno, ampak je bilo vedno atletika. Atletika je, ja. In to je še zdaj, res. In tako je še danes. Ja, in tako je še danes in tako bo po mojem, dokler ne zaprem oči. Bova v drugem delu oddaje, sedaj si bova, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, z mojo gostjo vzeli nekaj minut pauze, potem pa bomo Jolando spoznali tudi malce bližje bolj kot žensko. Kako živi danes, kakšna mamica je, kaj počne in še marsikaj lepega. Po oglasih.
Pozdravljeni še enkrat v oddaji Ženska arena. Gostim Jolando Čeplak, eno najboljših atletinj vseh časov v Sloveniji, damo, ki pa je danes, v prvem delu sva obdelali njeno zgodnjo mladost, danes pa pravi, da je zgolj in samo mamica. Ja, res To je bilo prvo, kar si mi rekla, ko sva se začeli pogovarjati v oddaji. Ja. Dejansko me je res ganilo. Dve čudoviti deklici imaš, vendar si tudi zanju se morala boriti. Ja, res je, 3 leta so zdaj stare, rodile sta se 2 meseca pa pol prej, tako da že to je bilo prezgodine, tako da so bile kar nekaj časa v inkubatorju, ampak potem smo imeli kar dosti težav z Zalo, ker je zbolela in smo se za njo borili kar zelo dolgo. Zdaj pa je stara 3 leta, zelo obe govorita, pojeta, tako da sta super, no, punčke. Bravo. Ja. Nekako ti je res položeno v zibelko, dosežeš vse, kar si zamisliš in kar ti je cilj, vendar se moraš za to fejst boriti. Ja. Deklici sta pri tebi, hodita v vrtec? Ne, v vrtec še ne hodita, greta septembra, zdaj jih bomo vpisali, tako da zaenkrat sta še doma, se dosti ukvarjam, v bistvu se dosti ukvarjamo vsi z njima, ne? Od babice, štajerske, potem none, primorske, oče, mislim, dedeki, vsi v bistvu so povezani, Vsi ste tako so ful socialne in se zelo veliko družijo tudi, mislim, z otroci, z odraslimi, tako da mislim, da ne bosta niti imela problema, ko bosta šle v vrtec, no. Ti si njih rodila po prekinitvi svoje kariere. Ja. Tako da dejansko ni bilo treba kombinirati kariero, materinstvo, ampak kljub temu danes si trenerka. Ja. Kako lahko usklajuješ? Vsi ti babica servisi pomagajo? Ja, v bistvu jaz zelo veliko delam za ta male, ne? Ker Zala naša še vedno hodi, ima še dosti pregledov, vedno hodi še na terapije, vse. Čeprav Zalo je vse v redu, tudi pozneje shodila zaradi te bolezni. Tako da prav zaradi tega sem jaz tudi ostala doma, da sem, ker imam toliko dela še zaradi Zale. Septembra, ko gre pa v vrtec, ne bo pa tudi zame dosti lažje, tako da se bom lahko posvetila bolj delo, da bom več delala z otroci. Odpirajo se neke nove vadbe, ki bomo začeli v jesenskem delu, tako da bo za mene tudi dosti lažje, da se bom lahko družila in v bistvu pojavljala z otroci, v bistvu z atleti in tako naprej. Pa ju pelješ že tudi zdaj, kdaj? Ja, gresta na stadion, tudi na šolo sta že šle pogledat. Sploh ni problema, no, to je tako, kot da bi bile vsak dan v vrtcu, tako sta tudi zdaj, ne. Dvojčici sta zelo povezani, je res to, kar pravijo o dvojčkih, da se tako čutijo in... Ja, zelo sta povezane. Mislim, da nista še preživele dneva, razen kadar je bila Zala v bolnici, da bi bile ločene. Kamorkoli gre, sta skupaj, tudi še prespita pri babici. To sem posnetek si mi pokazala, tako opazno. Ena sestrica pleše, druga ne, in tista druga jo že išče. Prav v posnetku se vidi. Zelo se imata rada, se tudi sicer skregata, čeprav Zala je bolj taka energična, to je tako, je bila bolana, ne, in tudi taka trma, želi si narediti vse sama, vse dosežeti in tudi... Po mamici? Ja, čist je, res, tudi skozi je živa, skozi 1 uro na dan spi, ona bi kar že tekla, trenirala atletiko, vse to že, ona govori, brcala žogo, ne vem, kaj bi vse počela. Ja, in ona se spravi na Evelin, ne, ona jo vedno potegne ali pa ščipne in pa se reče Evelin, da je Evelin udarijo nazaj. In Evelin ne bojo. Tako kot da čuti Evelin, da je v bistvu nekaj bilo narobe Zalo in da je mora nekako pustiti, ščititi ali ne vem, karkoli, ampak pride pa trenutek, ko se kar same od sebe objameta in stisneta in si data ljubčka. Brez besed. Ja. Krasno. Ja, res je lepo, no. Če
bi se obrnili nazaj na eno tako retrospektivo na tvoje uspehe, Ja. Bi lahko izločila katerega koli, da bi rekla, ta ima pa nek poseben pečat v mojem življenju? Je sigurno olimpijska medalja. Olimpijska. Zato, ker če gledamo danes moj tek, medalje sploh ne bi bilo, ne? Ker je bil tek odtečen tako katastrofalno, slabo, čeprav čas na koncu vseh treh je bil zelo dober, samo 300 smo bile vseh, prva, druga, tretje mesto, ne? Ampak jaz v kader kamere pridem samo zadnji meter in takrat je bila medalja tretja, ne? Prej sem bila pa na zadnjem mestu, na 6., na 4. in zadnji meter sem osvojila v bistvu medaljo, ne? Tako da je zelo zanimiv za pogledati, ker če nobeden po mojem ne verjame, da imam medaljo na koncu, če ne bi vedel. Sinoči je pri meni na moji Facebook strani, smo ta posnetek vrteli in gledali. Res je bilo neverjetno. Ti si dejansko bila nekje na repu kolone. Čist, zadnjih 200 metrov na 8. mesto. In v bistvu je bilo takrat, ponavadi niti ne razmišljaš, ko tečeš na tekmi. Niti ne veš, da se ti nekaj dogaja. Meni se je zadnjih 200 metrov samo to dogajalo, da sem na zadnjem mestu, da medalje danes ne bo, če ne bom nekaj naredila. In potem tistih zadnjih 200 metrov sem jaz začela prehitevati in zadnjih 100 metrov je bilo vseh 8 tekmovalk in jaz sem samo iskala ravnih 100 metrov, da bom lahko je šprintala, brez da me kdo ovira. In sem dobila 4. progo in takrat sem sam sebi govorila, moram dobiti medaljo in meni se je zdelo, da me je kar nekaj dvignilo tako gor in da me je sam popeljalo do cilja, ne vem, to se mogoče bo zdelo komu smešno, ampak dejansko jaz sem to doživela. Če ne bi bilo tega muvanja, levo, desno, gore, dole, iskati stezo, bi jaz imela danes zlato medaljo. Ampak naj bi bila pa brez nje. Še danes je to krasno, res čudovito pogledati ta posnetek in sinoči so pri meni ga gledali ljudje. Se mi pa utrne vprašanje čisto tako žensko, ko govoriva o vseh teh naporih, garanjih, vremenske razmere. Kako je tiste dni, naše dni, ko je ženska malce bolj ranljiva, ko narava prinese tistih svojih 7 dni. Kako je takrat? Kaj se takrat s tvojim telesom dogaja? Ali si lahko aktivna, oziroma ko si bila, ali je to na te vplivalo? Nekatere to čisto potreje, na primer. Ja, jaz lahko rečem, da na vseh teh glavnih tekmah, ki sem dosegla medalje, rečemo Evropsko prvenstvo München in Atene, sem imela te ženske dneve, ne? In to je bilo meni najhujš, ne? In se spomnim, za olimpijske igre smo točno vedela, da bom imela takrat to in takrat sem šla na Dunaj. Menstruacija te nekako dodatno dvigne? Ja, ne vem, sicer imam bolečine in vse, ampak takrat za olimpijske igre smo hoteli, da se to prestavi, ne? In smo hodili tudi eno bioenergetiko. Si mi govorila. Ja, smo hodili bioenergetiko, da se ta neka presaterapija dela in dejansko smo jo predstavili za 2 dni prej, ne? Tako da na samem finalu, ki je bil finale, ne, je nekako ni bilo več, ampak je vse bila druga zmeda, vse to se pravi, da če jo ne bi predstavili na 2 dni prej, mogoče bi prvi krog potem tekla tako, ko sem znala spredi. Čisto možno. Pa sicer, ne, tudi za treninge pa to, lahko takrat mlada ženska ali pa tekmovalka reče trenerju, prosti dan imam pa jaz svoje dni. Ne vem, to na karkoli. Sigurno, jaz opažam zdaj tudi, ne, te punce, ko imajo. Enostavno, nekatere imajo zelo močne bolečine in ne morejo. Ravno zato sprašujem, nekatere res prebolevajo to oziroma doživljajo zelo boleče. Ja, vse je bilo boleče, ampak smo vseeno. Mogoče je bil trening malo lažji ali pa karkoli, ampak, kako sem rekla, največje tekme sem imela glih prav te dneve. Ne. Tebi je bilo ne, da mi je pomagalo, me je isto obremenjevalo, viš, da je drugače potem, ne.
ker vedno imaš potem si vse to moraš menjavati in tako. Ja, ampak. Ja, seveda. Ja. Si znana javna osebnost, da se dotakneva še tega žgečkljivega vprašanja. Slovenske medije, ko odpreš, Jolanda je zaljubljena, Jolanda je ločena, Jolanda je imela afero, Jolanda to, Jolanda ono, ima manekena mlajšega. Ja. Kako je živeti s takšno prepoznavnostjo in biti na udaru? Jaz zelo malo se pojavljam, ne. Mislim, ko zberem stvar, kak dogodek, potem ga zberem, da je res v redu, da je dober, da je tako, da ni kar nekaj, ne, in grem. In vedno se potem pojavim nekako v medijih, ne, da sem opažena. Spremljajo te medije, ja, da sem opažena. Tudi temu se primerno oblečem, se uredim, ker dam tudi nek pečat, vrnem temu dogodku to. Pri tebi. Ja. Ti, na primer, v Celju, Ja. športnik leta, ti se oblečeš v večerno toaleto. Ne Ja. vem, kakšen dres kot imajo, ampak pri drugih damah, ki se ga udeležijo, ne opazim, ti pa vedno večerno toaleto, urejena, tipi-topi. Ja, zaradi tega, ker moraš dati tudi ti obleko v bistvu temu dogodku primerno in mislim, da je to lepo, no? Da se tudi pokažeš, da si ženska, da si urejen, da se znaš urediti. Nikoli nisem izpostavljala nekaj mojega osebnega življenja. No, tudi te stvari, ki so bile glede najine ločitve z Andrejem, jih nekako jaz nisem nikoli objavljala, jaz osebno, ne? Ker nekateri radi to delajo, da se pač pojavljajo. Tako da oni enostavno sami pišejo, no? Tako. Ne, in niti izjave za te stvari ne dajem jaz, ne. Zato, ker to je moja neka stvar in to tvoja bo tudi zasebnost. ostala, ne. Tako. Zdaj, ljudje marsikaj govorijo, to je vedno in vedno bojo, ni važno, sem jaz, a si ti ali kdorkoli, ampak Če to je to. kakoli rečeš in še dodatno Ja, pozdaš, točno to. da bojo obračali Ja, te besede točno tako to. ali drugače. Ja. Jaz si samo v življenju ne dovolim, da imam nekako stres, no. Ne. Ker sem ga Pomembno je, imela da si veliko. ti- Da si ti zadovoljna Ja. s svojim življenjem, Ja. tudi ko imaš spone, si sama, ko Ja. imaš padce, si spet sama. Točno to. Ne? In pri športnikih je ta zadeva ravno v Sloveniji, opažam, zelo kruta. Ko je človek na vrhu, ko so rezultati, je najboljši, Smo opazili, ja. naš, ponosni smo, ko pride do padca, to si lahko tudi na svoji koži izkusila, te kaj hitro pohodijo, pozabijo na vse, kar si dosegel. Zelo malo je tistih ljudi, ki so ti v oporo, naprimer, Ja. ko si imela svojo težavo z afero. Trenutku je bilo pozabljeno vse, kar si dosegla za našo državo. Ja, čeprav zdaj se vse stvari nekako vračajo nazaj in opažam, mislim, tudi vemo, tudi drugi športniki vejo, da se to zgodi, da je to pri nam pač ne vem, tako samoumevno, ne, kar je narobe. In slovenski športniki smo tisti, ki najbolj promoviramo državo, ki smo, nesemo, ne vem, Slovenijo v svet, da se vidi, kdo smo, iz kod smo, iz te neke mehne države. Imamo vrhunske rezultate, vrhunske športnike in je včasih res hudo, ko vidiš komentarje če smo zdaj v zimskem delu, ne, v zimskih športnikih, kaj se piše in kaj. Tako da vsi ti so dosegli vsi sami rezultate, vsi so sami garali od jutra do večera in se mi zdi prav neferno in nepošteno. Nefer je dejansko, ker če gledamo, za vas športnike ni poskrbljeno niti ne tako, kot bi moralo biti. Ti po vsej tej svoji karieri lahko samo rečeš, imam medaljo in dosegla sem to pa to. Točno nimaš pokojnine, nimaš nekega ne vem, jamstva, da boš v tistem času, ko prideš v obdobje starosti, ko boš postala starostnica, da ti bo država rekla, tu imaš pa, ne vem, 5 evrov na mesec. Ne. V zahvalo, ker si nas promovirala. Ampak nikoli nisem jamrala, veste. Ne gre za jamranje, ja. ampak gre za to, da dejansko To poklicni športniki, vrhunski športniki, vsi tisti, ki delate v tem, nimate Mogoče se bo pa kdaj nobene spremenilo. garancije. Nikoli ne veš. Ne, upanje umre zadnje, pravijo. In mogoče se bo pa tudi kdaj spremenilo. Zato pa omenjam to temo, ker dejansko bi bilo lepo, da bi se poskrbelo za vas.
niste edini, tako da mogoče pa kdaj, ne? V prihodnosti. Upajmo. Jolanda, omenili sva že, danes si trenerka. Treniraš mlajše, konec osnovne šole oziroma začetek mladostnike, odraščajoče. Tudi mlajše. Na naših v bistvu šolah, ki delajo naši trenerji, so tudi otroci, ki so stari 5, 6, 7 let. Tako da včasih si v tisti uri, ki jo imaš, vse, ne? Tudi mama, trener, ne? Ker so to kmehni otroci, ampak vse to mi porihtamo, zrihtamo in se imamo prav lepo, no. Je bilo težko se prestaviti v to vlogo? Ne, sploh ne, zato ker sem že 1 leto, preden sem končala z atletsko kariero, sem že delala na šoli, tako da potem, ko sem čist zaključila tekmovalni del in seveda treninge, je bilo enostavno še samo na druge šole to vadbo prenesti. Ja. Še kdaj tečeš sama? Ja, v bistvu zdaj sem spet začela, kar 2-3 mesece nisem, ker sem imela neko poškodbo. Zdaj bom pa spet rekreirala. Vem pa, da pripravljaš nek projekt. Ja, v bistvu bomo začeli delati, se pravi, tako da v jesenskem delu se dosti odpira nekih novih vadb, ki bojo prišle na plan. In seveda pri mojemu prijatelju Dušanu na Špici bomo začeli neko rekreativno vadbo. Tako da bo dosti takih stvari in seveda danes je tek zelo... Če imaš zasnovo narejeno, kaj bo to bo samo rekreativna vadba, tek na Špici, ki bo ljudi, ki radi tečejo, ker vemo, da tam je veliko poti in sami tečejo. In danes, če imaš neko vadbo, ki je pod nadzorom, ki imaš nek trening, ki je še boljši, imaš ljudi, ki tekmujejo, ki tečejo razne teke in zakaj ne bi imeli nek program zastavljen 2-krat tedensko in bi imel nek smisel, ker sam tek je lep, ampak če hočeš nekaj napredovati, ne moreš z samim tekom, da ga enakomerno tečeš, da napreduješ recimo čas. Kot je vodena vadba, tako bo to voden tek. In Jolanda bo prisotna, boš zraven trenirala. Ja, tudi vse bomo delali. Krasno. Fajn se bomo imeli. Povej, da bomo, ko bo aktualno, bomo oglaševali, sploh ker bo na Špici. Ja. Pri tvojem prijatelju, ki je tudi velik podpornik športa, nekdanji sam športnik, ki je veliko dal za šport v Celju, kajakaštvo. Brez njega nove steze ne bi bilo tu pri nas svetovnih prvenstev in vseh teh večjih dogodkov. Zato smo midve nekaj pripravili, kaj ne? Ponavadi, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, jaz pripravim moji gosti kakšno darilo. Midve sva nekako imamo takšno vez, da pa obe rade poskrbiva za skupne prijatelje. Zato sva se odločili in bo Jolanda povedala s skupnimi močmi, kaj sva pripravili za našega Dušana. V bistvu v mesecu maju smo sicer pripravili, ker eno presenečenje je že on dobil en teden nazaj, tako da je bil zelo zadovoljen, si bila tudi zraven. En teden nazaj je izpolnjena bila želja, spoznal je selektorja naše rokometne reprezentance. Zdaj, drugo presenečenje pa je, dragi Dušan, upam, da gledaš, če ne, ti bodo pa sporočili, v mesecu maju boš osebno spoznal Tifo. Bomo naredili en koncert na Špici. No, super. Upam, da bo zdaj zadovoljen, ne? In že odpira flaše doma. Po moje tudi, ker veva, da ga obožuje. In to je tisto pa, kar nekako zaznamuje naš horoskopski znak. Zelo rada presenečamo ljudi, no. Še lepše je, kot če si sam obdarjen, da nekomu narediš nekaj dobrega, ker na vse zadnje se vedno krog sklene. Točno to, vedno je. Tako je tudi pri tebi bilo v življenju. Vedno karkoli je bilo slabega, kar je bilo hudega, zasebnem ali v atletiki, vedno se ti je obrnilo in prišlo na tisto lepo pozicijo. In to se tudi dogaja. In predvsem moraš biti potrpežljiv tle. Tako. To, kar je moja vrlina, ne.
To je. Danes bi ljudje imeli vse danes ali že včeraj, Tako. jaz pa čakam in vedno pride potem tisto Tako je. dobro. Zadeva mora dozoreti. Ja. Kot sva se pogovarjali, jaz vem, naprimer, koga bi ti želela, da bi pripeljala v oddajo. Žal, tokrat se ni išlo, ampak približuje se pa trenutek, ko bo ta oseba prišla v Slovenijo. Definitivno. In zato pravimo, ni naključij. Ja, Ni naključij. Ko ti nekaj vizualiziraš, oziroma si sam v svojih mislih zastaviš in želiš, potem do tega mora enostavno enkrat priti. Samo pravi čas se mora obrniti in zato, Jolanda, draga, želim, da se tebi tvoj časovni stroj obrača tako, da se ti kocke vedno postavijo tako, kot morajo v tistem trenutku, ko bodo zrele, da bo tebi najlepše, da boš še naprej uspešna tudi v trenerski vlogi, predvsem kot mamica tvojima deklicama, da se bo vse lepo godilo in še na mnoga srečanja na rokometu, obožuješ tudi rokomet. Ja, seveda. Redno spremljaš, hodiš na tekme, imaš tudi lep spomin, to pa še moramo omeniti pred koncem oddaje iz olimpijade, naš Luka Žvižej te je tak s posebnim pogledom gledal, kaj ne? Takrat se res nismo še poznali, ne, z Lukato Žvižejo, ne, dan se poznamo, tudi on ima dvojčke, ne, nekako zaradi tega smo tudi povezani. In takrat nisem živela v Olimpijski vasi in sem prišla na obisk in prav njega zagledam na stopnicah. Nismo se ne poznali, ne on mene, ne jaz njega, tako, ampak on je dejansko samo sedel tam in me je gledal, ne, in nismo niti ne jaz, ne on, da bi se pozdravil. Pa tebe po kakšni tekmi z Luko na kavo. No, evo, super. Pa bo krog sklenjen. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, upam, da ste vsaj malce pobliže začutili in spoznali mojo drago nocojšnjo gostjo. Damo z veliko začetnico, športnico z veliko začetnico, ki je Slovenijo naredila prepoznavno že takrat, ko še niso bili tako veliki uspehi, kot so že sedaj. Sedaj so pogostejši in množičnejši, zato pustite vse tiste slabe glasove, ki ste jih kdaj morda ujeli v ušesa in gledajte samo na lepe stvari. Ne samo za Jolando, tudi sicer v življenju. Želim vam vse dobro in vidimo se čez 14 dni. Jolanda, hvala lepa, srečno še naprej in lahko noč. Hvala.